šola Novo mesto prizadane hudi časi. Vpis otrok je minimalen in šola dobi od ministrstva zelo malo denarja. Sledi odpuščanje viškov učiteljev in šparanje na vseh koncih in krajih. Zgornje nadstropje šole si vzela občina zase. Spodnje nadstropje pa šola daje v najem raznim podjetjem. Učilnice že leta niso bile prepleskane, stoli so polomljeni, ogrevanja prostorov skoraj da ni. V teh razmerah skušajo učitelji po svojih najboljših močeh voditi pouk. V resnici pa komaj da rešujejo organizacijske probleme. Oj, kako me zjebe. Ja, se ni čudno, poglej na termometer, 12 stopinj v zbornici danes. Meni je od mraza kemik nehal pisati. Tega imam dost. Tle je tako mrzlo, da se ne ogrejem do večera. Moj mi je že rekel, da doma nisem za nobeno rabo več. Eno nos pa ne je napala. Še dobro, da imam danes saj 2 sopljenci, me saj te malo ogrejejo. Sami bomo poskrbeli za ogrevanje. Tukaj je biogorivo. Onesnaževanja ni, nove investicije niso potrebne, za kotlovnico vsak pa sam poskrbi. Ravnatelj šole se tudi rešiti, kar se rešiti sploh še da. Klic ministra. Halo. Dober dan, gospod minister. Dober dan, gospod minister. Kako ste kaj? Ja, mi se pa nimamo dobro. Veste, vse gre narobe. Centralna kurjava crkuje, voda tam zmrzuje, brisačko v stranišču zmanjkuje, še pred enem mesecu je bilo vsega konc. Pa bo kaj denarja za tisti projekt? Kako nič? Aha, ker so projekt odobrili sosednji gimnaziji. Kaj pa mi? Kako? Aha, da bo to naslednjič. Aha, da so v prvem planu cigani iz Sambrusa. Mi pa v tretjem. Nasvidenje, gospod minister. Ta, da je zver, da je prava zverina, da je pa zver. Ker je število vpisanih dijakov tako majhno, pobiramo in vabimo otroke od vse posod. Dobar dan, lepo, da ste prišla. Samo malo počakajte. Takoj, prosim, lepo prosim. Ja, kar naprej. Dobar dan, gospod ravnatelj. Veste, ena mama pa dijak, ki bi se rad k nam upisal, sta prišla. Jo lahko povabim noter? Kar naprej ne vidite. Kar izvolite, naprej. Naprej. Dobar dan, gospod ravnatelj. Dobar dan, veseli me, da smo danes z vami. Dobar dan. Dobro ste se odločili za našo šolo. Naša šola je najboljša. V Novem mestu med ekonomskimi šolami je prva. Vse urejeno, za dijake poskrbljeno,
Imamo čudovit prostor za prekajevalnice. Tam se zbirajo vsi taki, ki radi mečkajo. Ja, me veseli. Veste, sploh ni treba skrbeti. Dijaki pridejo v šolo, kadar se jim zdi. Šolska pravila sicer imamo, ampak pod 300 neupravičenimi se sploh ne pogovarjamo. Sine, super! Krasno! Odlično! Pred leti smo se pogovarjali, da bi imeli 2 dežurne učitelje na hodniku. Pa se nismo za to odločili. Mama je zbirat kadil, mama. Ostali smo samo pri enem dežurnem učitelju, pa še tega na hodniku zelo redko vidite. Zdaj pa pogledajmo še mečko statistiko. Ste videli, kakšne čudovite uspehe imamo? Mama, lahko grem kadit, mama. Vem, sine. Pred nekaj leti smo imeli 92% uspeh. Čudovito. Potem pa iz leta v leto se je to povečevalo. Lanske podatke smo imeli, gledam, 98,5%. Imeli smo 12 zlatih doktorantov. Pa če naše vizijo prihodnost računamo že naslednjo leto mogoče, da bo uspeh, tam računamo, ne, da bo uspeh 110%. Načrtujemo več, ampak težko bomo sprejeli 100%. Prav, odločila, sine. Mama, lahko grem kadit, mama. Mama, vsi sme Se nismo ugostili na Raki. Res ste se prav odločili, ko ste se odločili, da sinov pišete k nam. Veste, toliko sem vesela. Jaz vem, da tukaj bo moj otrok lahko verjetno odgovarjal samo z prikimavanjem in odkimavanjem. Najboljši je v tem. Če pa ne bo šlo, zdaj so učenci zelo radi pomagali. Aha. Naprimer, pred kontrolno nalogo, če niso pripravljeni, odstopijo, pa se zmenijo, 1/3 bo nezadostnih, pa malo več, in pridobijo na času, in do naslednje kontrole imajo še čas, pa tudi plačo. Super taktika. Res so sposobni dijaki. Tako da sem prav vesel, da bodo tu in bo enakmi in enakmi. Tako sem vesela, gospod ravnatelj, da se popisal. A ne, sinek, kako smo zadovoljna. Zelo smo zadovoljna. Ja, Lahko grem kadit. sinek samo še majhno. Ja, gospod ravnatelj, jaz se vam res zahvaljujem. In z veseljem bomo upisali našega sina na vašo šolo, ker vemo, da bo res enak med enakimi. Najlepša hvala, gospod ravnatelj. In vam, ker ste nam bili v pomoč. Hvala lepa. Jutri kar v šolo pridi, a veš? Ne pridi. Sposobnega dijaka na našo šolo. Res je odlično. Učitelji so zaradi nastale situacije ves čas pod stresom. Ker jim osnovna plača že daleč ne zadošča več za normalno življenje, si pomagajo na različne načine. Gospod ravnatelj, a lahko nesem tile suplence v zbornico? Zdravo! Suplence sem prinesla. Da vidimo. Super, super, super.
super. Ena, dve, tri suplence danes, še 15 ta teden. Juhuhu, yes! Kaj? Nobene zame. Kaj niso normalni? Spet bom brez 10 suplenc ta teden. Joj. Pa kaj se razburjaš? Kaj potem? Kaj nisi slišala, kaj je rekel ravnatelj? Joj, kdor nima na teden vsaj 10 suplenc, bo prvi za odstrel. Ti vsaj kašno dobiš. A vidiš, kje je moje ime slučajno? Pa kaj se ti razburjaš? Ti migaš vsak večer, pa si tam še eno plačo zaslužiš. Ja, Pa jaz? ko bi vsaj. Ona ima pa koze pa ovce doma. Ja, migam jaz večer drugač doma. Pridi ti z mano migat, boš drugač migala. Ne pa kontrolke popravljala, pa priprave pisala. Tudi meni bi lahko kakšno luknjo zaplikal. Ah, Mojca, kaj si ti prinesla? Krompir, pa tisto, kar smo se zmenile, pa zelje, pa peteršilj. Mam, lej, tukaj. Super. Joj, tole, kaj lahko jaz to kar vse vzamem? Ja, 1500. 1500, ja, vseeno je pri tebi poceni. Na kar. Ampak jaz vseeno nimam, veš, kaj še nekaj za pol rabim, za pol kasneje. Vse ni hud, ga boš pa drug mesec prinesla. Lahko drug mesec? Lahko. 1500. Super, Ja? hvala. Kaj je ta zelenjava, kaj je z vami? Boste zelenjavo jedli ali boste kaj mesa? Vidite, mislim, biopredelava, pa še kaj nam dobite zraven? Joj. Kaj se pa tu dogaja? Kaj pa ta zelenjava tu? Delovni iz priprave. Treba so vaše priprave so za nič. Veste kaj, jaz imam priprave že 10 let narejene. Tiste priprave so prestare, so prezahtevne za naše učence. Ravnatelj, vi od nas preveč zahtevate. Ja, zmeraj več. Mi pa od dijakov pa zmeraj manj zahtevamo in dobimo. Glejte, ravnatelj, tale zelenjava je pri Mojci tako pocen. Veste, jaz ne moram iti kar v Mercator pa kupiti. Mercator je res najboljši sosed, ampak Mojca je pa ta boljši soseda. Ta pocen je ona, veste. Z mojo plačo si jaz ne moram privoščiti kar v Mercator. Kaj pa mislite, da moja pa velika je kaj? Ja, pa sej vam jaz predlagam, pa še vi pri Mojci dejte, pa bo lažje. Med podjetniki, ki imajo najemno poslovne prostore v bivših učilnicah, je kar nekaj naših nekdanjih dijakov in dijakov. Gospod ravnatelj, v pisarni vas čaka podjetnica Erika. Veste, tista, ki ima v najemu spodnjo etažo. Vsi veste, tista naša bivša dijakinja, ki smo jo 4 leta komaj šlepali. Morate tudi. Ne bo čakaj? A tista, veste, da smo vse šepali. Kome smo gledali? Dobar dan. Dober dan, gospod ravnatelj. Kdaj sva bila midva zmenjena? No, kar usejte se, ja, ker sem imala nekaj nujno za zmeniti. Kakšne težave pa ima? Gospod ravnatelj, ko ste oddajali te šolske prostore meni, takrat ste zagotovili, da bo čistilka vsak dan vse pospravila. Da bo čisto, da se bo to svetilo. Kaj pa zdaj? Poglejte, biceji zasrani so, pa še tako svetilo. Še noter ni zabrt. Vse skupaj izgleda kot velik sekret. Kaj pa je tako? Ja, hudo. Vse je narobe, ne? Včasih je
bil verjetno tudi kakšen drug ravnatelj. Takrat je bil čist drugač. Saj ne vem, kako je bilo že ime. V glavnem, zase si želim vse najboljše. Za svoje podjetje vse najboljše. Tudi jaz sem najboljša, gospod ravnatelj. Zdaj imate lepe pisarne, svetne, zračne. Imate pisarne, ki smo jih dali občini, res imajo lepši razgled. Ampak one na višji šoli, v dani višji šoli, so pa res lepše. Ja. Sam so pa tudi dražje. Ja, seveda ne. Saj vem to. Ampak, gospod ravnatelj, rekli ste, da bo vse tako, kot mora biti. Zdaj pa poglejte WC-je. Nobenih brisačk ni, papirja nikoli ni. Kaj ste pa to prav? Pa katirnica, sama umazanija, pa kje na jaz zdaj moj čikec pržgem? Kaj grem jaz na WC kadit? Ja, pa že ne grem. Ko smo včas kadit, danes pa ne. Zdaj bom naročil čistilki, da bo vse počista in da tisti čikec lahko kam pade. Ah, dobro. Pa še nekaj. Gospod ravnatelj, zahtevam, gospod ravnatelj, zahtevam, da hišnik vsako jutro pomete moj parkirni prostor. Pa jaz mojega pembečka že nam postavlja kamorkoli. Glejte, šipe, ko so umazane, še često ga ne vidim tega mojega pembečka. Midva sva dva direktorja. Midva veva, kako pomemben je parkirni prostor, kaj ne, da? No, zdaj pa grem. Veste, imam tako zelo pomemben sestanek, gospod ravnatelj, v Ljubljani, da veste. Ni pa svoboda ravnatelj, po moj bendejček, pa moj bendejček. Kakšna koza. Sem je učil v 3. letniku, pa je imela same nezadostne. Zdaj bi pa rada meni pamet solila. Pa moj bendejček. Je na šoli glavna. Pri njemu lahko dobiš čisto vse. Kje stari? Kaj delaš? Ej, stari, zakon, koga delaš? Kaj je, Franc, kaj hočete? Ej, veš, no, včeraj imaš še kakšnega? Imam DVD, CD. Ne me zabavate tle. A ta pravo stvar hočete, a? Ej, tista včeraj te zadane do kraja. Bosanka ali Albanka, katera je bila? Bosanka. Bosanka? Okej. Daj, Jurija. Daj s tem denarjem, kaj misliš, da mu... Čak, no, Ma vid ga. Sej mi je mama dala za malco. Ma kakšna malca, mislim, to je bolj pomembno. Daj dovoli, dobre. Nalej. Daj še to. No, dej. Ta metla. Stari, ti si zakon, ej. Ti mi dolguješ od zjučire, kaj je to? Jutri bom prinesla, obljubim, jutri dobiš. Če mi ne prineseš denar, bomo šli k ravnatelju. Mislim, res, mislim to... Obljubim. Okej. Hej, kaj pa je to zdaj? Kaj imata? Sej ni nič, Jaz pa nimam je. nič. Takoj dajte sem, tisto, kar imate za hrbtom. Jaz sem gledala. Sem pri hišniku sem nekaj kupil, nič tazga. Jaz sem Varna slika gledala. bom poklicala. Veš, da. Poklicala bom tvojo mamo. Naročila mi je, da jo pokličem, če bo kaj v šoli narobe. Rekla je, da te bo razbila kot kristalno vazo. Veš, da. Veš? Ja. A jo pokličem? Sesula te bo kot kristalno vazo. Na, tle imaš. Tako. Drugi si pa sama kup, če nimaš denarja. Res taki. Vse smo včas, kakšnega ne skrivaj pržgal, ampak tole... Travo kupuje na šoli. Kaj naj zdaj s tem jointom? A veš, poskusiti ni grijeh. A misliš? Pokadiva
pa uničiva ga. Ajde Boži, daj. Se boša. Že ga čutim. Saj sploh ni tako slabo. Dobro se počutim. Fučka se mi za suplence. Dobar dan. Ja, kako je zdaj? Kaj boste kaj ostali naš? Ja, dajmo na vstati, je treba, sem jaz prišla noter. Tako, ja, dobro. Dobro, a kdo manjka? Beden. Ja, kako? Vas je 15 razredov, zdaj pa sem 13. Zdaj so šli sem na WC. Ja, pa kdo manjka? Jaz moram vseeno zapisati. Gašperšič, Gašperšič, ja? drugi smo Pa? Ja, ne, dva manjkata. No, beden. Pa Zopančič manjka. Kaj bi lahko tole ugasnila, kaj bomo zdaj nekaj delali? Ah, pa ne. No, prav, bo pa kar samostojno delo. Saj meni se itak mudi zdajle. Ja, čez 3 minute imam še. Lejta, tole nalogo 250, A, B in C primer zdajle naredite, prav? 250, A, B in C, do zvonenja. Velja? Pa lepo bote priden, ja? Nič na hodnik, da ne bo ravnatelj prišel. Redu. Tam pa vi? Se še ni zvonilo. Jo, veste, ravnatelj, se veste, jaz moram biti še 2 ure na gimnazijo, pa čez 3 ure imam še 2 ure na Bajnofu, pa zvečer še nekaj na Ricu. Veste, moram. Tako pač je. Moram, ja. Vesela bo, da ima službo. Ja, že. Poglejte kolegico Mojco, pride zjutraj, ona 1. ura, cel dopoldan noč, pa spet 7. ura. Ja, veste, ona ima saj doma krave pa koze. Tako. Veste, moram iti. Kako bo to še naprej? Sem zamudila. A sem še prav čas? O, zdravo, Zdenka, kaj? Sva bila zmenjena, ne? Ja. Zdaj imaš nekaj zame. Imam nekaj zate, koliko rabiš? Veš, silvestrovanje imamo zdaj, Aha, pa je treba, koliko ne? ljudi imaš? Ja, daj mi ene 3 mi daj, one bosanke. 3 bosanke. Pa meni daj še nekaj. Sam 2 bosanke imam. Ja, bova vsaka eno, ne? Vsaka eno, ja? 2 bosanke. Okay. Ne. Ne, ravnatelj gre. Vem, kako je s vašimi Ne, plačami. res ne moreš preživeti, če nisi zadet. Pouk športne vzgoje ne poteka v telovadnici, temveč kar na hodniku, saj je športna dvorana pred Raklem. Kaj zdaj, fantje? A spet fuzbal špirate na hodniku? Ja, pa vrata od ravnatelja so spet gol. Ja, tako se ne gre. Ja, nekaj moraš stilati. A se spomnite lani, tisto punco, ki ste v glavo zadeli? Spet boste nekoga. Pa nas bodo tožili, pa smo milijonček od nadstandarda. Pa ne bomo imeli za brisačke. Prav se kje vse, ne? Ja, pa sem prita. Kaj imate zdaj telovadbo? Jaz bom nadomešala, sem prita oba. Kaj se zdaj to pravi? Kje imate pa opremo? Kram, kaj? Kaj to? Jaz ne ravno, zakaj? Celo leto brez, zakaj pa do nas? Od danes dalje imamo drese še starih dobrih časov. Se veste, iz časa Jugoslavije, takrat so dijaki hodili v športni opremi, kar oblecite lepo, da vas vidim. Če ne, imate NMS, cel let. Ajde. Ja,
Kar gor, pa nad srajco sleč, kar po vrh. Ja, bodite veseli, da nimam kratkih hlačk zraven. Če ne, tisto bi pa dal hlače dol, pa kratke gor. Gremo sam, nač fuzbala. Kaj ste to na levorju pegala? Tiho bote, ki imam tudi za vas dres, če ne. Naš razred. Tukaj, gimnastika, nač več fuzbal, cel let. Gremo. Koliko sklec jim damo? 40 s ploskanjem. 40 s ploskanjem. Ajde, jo, ti kutra. Oba skupaj. Ona je slednje za ploska. Da ne boš ti skleciti. Se nisem drugače mislil, točno tako sem mislil, ja. To si mislil, ne? Kar zraven za družbo, pa nam bom pomagala. Kar dejka. Ajde, gremo. Da tla, pa sklece. Roke dol, tako, vse znate, še, to so ženske, ne šteje. Moške delamo moške, tako, še malo, še. Še 4, pa 38, pa 39. Lahko vstaneta. Celo leto imamo 4, najmanj. To bom še videla, da vas ne vidim več. Zginite v razred. V razred. Tudi za našo malo zbornico se napoveduje boljši čas. Ponovno klic ministra. Halo. Dobar večer, gospod minister. Kaj sporočate? Revoz? Pet tisoč Kitajcev. Ja, lahko noč. Hvala Bogu, pa smo rešeni. Počakajte, pošli. Veselo novico, drage kolegice. Ravnokar je klical minister Zver, sporočil je, da bodo v Revozu upeljali novo linijo za nova vozila in zato bo prišlo 5000 Kitajcev. Pa kaj se to nas tiče? Imajo otroke s seboj. In vse te otroke bodo pisali na našo šolo. In je pa en pogoj. Vsi učitelji se boste morali naučiti kitajščine. Pa kaj še? Ekonomska šola Novo mesto. Okay. Zdravo, profesori. Bravo. Kapice gor. Hočem vas videti vse s kapicami gor, da boste ta pravi. Gremo vsi zborno ponavljati z mano, profesori. Sen. Njan. Sen, njan. A sen, ko če vam povem lepo. Sin. Kvaj. L. All together now, vse skupaj. Sen, njan. Kaj to za en zbor? Sen, njan, kvaj, l. Še enkrat. Sen, njan, kvaj, l. Zelo dobro. Zdaj, ker je tukaj še profesorjev, vsi skupaj. Sen. Sen. Ne slišim. Sen. Jaz govorim. Sen. Kvaj.
Molči! Njan! Ne slišim. Ne boste šli domov, dokaj to ne naučite. Njan! Ne, ti si Faliram, profesor, je tole. narobe napisal. Ta ni kitajska, ta iz Japonske. Kvaj, L. Vse skupaj. Njan! Kvaj, L. Bravo. Kaj pa to pomeni? To pomeni srečno novo leto v mandarinščini. Čin čuji. Njan, kvaj, L.